Aktivno državljanstvo in participacija mladih sta področji, ki predstavljata rdečo nit delovanja Mladinskega sveta Slovenije, saj verjamemo, da lahko mladi z aktivno soudeležbo v odločevalskih procesih le tako soustvarjajo družbo in okolje, v kateri bodo lahko razvijali svoje potenciale in ideje. Tudi skozi to perspektivo smo ustvarjali oziroma pripravili projekt Igra Evrope. Gre za projekt, s katerim želimo skozi interaktivno igro mlade ozavestiti o Evropske unije, o procesih in delovanju Evropskega parlamenta in njim na tak in drugačen način oziroma njim prijazen način predstaviti koncept aktivnega državljanstva, da ga tudi sami občutijo na koži. Skozi projekt bomo izvajali 12 delavnic na srednjih šolah in ob zaključku tudi simulacijo Evropskega parlamenta, da bodo lahko mladi neposredno v praksi preizkusili odločevalske procese, se vključili v procese Evropskega parlamenta in na tak način krepili svoje znanje in kompetence o evropskem državljanstvu in tudi aktivnem državljanstvu ter participaciji. Projekt Igre Evrope so vsebinski produkt timskega dela Društva za podporo mladim, ki deluje že od leta 2002 v mladinskem sektorju. Svoboda, demokracija, enotnost, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic, to so temeljne vrednote Evropske unije. Uresničitev teh pravic, mir in blaginja med državljani, to so glavni cilji vseh Evropejcev. V našem projektu v Igrah Evrope so vse te podlage uresničene skozi tematske delavnice. Naš glavni cilj pa je, da se dijaki oziroma mladi sami zavedajo, kakšne so te vrednote Evropske unije, kaj lahko z njimi pridobijo in kako lahko koristijo oziroma pomagajo sodržavljanom. Razmišljajmo evropsko. Kar pogrešam je, da med mladimi v Sloveniji nasploh ni niti toliko znanja o Evropski uniji. Pač imaš v osnovni šoli 1 uro, ko ti pač učiteljica razloži, kaj je Evropska unija, ampak ni nekih podrobnih ali pa nekih predstavljenih priložnosti, kako se lahko mladi vključujejo v politike Evropske unije. Pomagalo bi sigurno v štartu informiranost, potem pa neko povezovanje teh ključnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnih projektov. Problem, da se nekako ne čutimo toliko pripadni, mogoče tudi zaradi tega, ker nimamo včasih toliko občutka, kaj nam vse Evropa da. Se mi pa zdi, da bi bilo zelo pomembno, da bi Evropa kot taka, kot Evropska unija bolj stopila skupaj in da bi se predvsem mladi bolj zavedali pomena aktivnega državljanstva, tako v smislu kot svoje države, kot tudi aktivnega državljanstva v Evropski uniji. Po mojem se mladi ne zavedajo dovolj možnosti, ki jih ponuja Evropska unija. Predvsem bi jaz tu okrivil ali pa pokazal s prstom na formalno izobraževanje, torej na šole, ki tega ne ponudijo. Nevladne organizacije, neformalno izobraževanje delamo ogromno na tem, ampak to je premalo, da bi vsi mladi izvedeli za vse priložnosti. Mislim, da je treba predvsem mladim predstaviti kot pozitivno mobilnost, da torej grejo v tujino, da tega ne zamešamo z begom možganov, ampak da pač mladi grejo v tujino, da dobijo nove izkušnje, spoznajo nekaj ljudi, kulture in se vrnejo. Tega je premalo. Slovenci sploh mislim, da smo tu na koncu statistike, tako da predvsem to spodbujati. Se mi zdi, da je možnosti dovolj za mlade, je pa vprašanje, koliko jih poznajo, pa koliko te možnosti izkoristijo. Se pravi, kar bi jaz mladim rekla, je to, da pač poiščejo informacije pri organizacijah, pri posameznikih, ki imajo kakšne take izkušnje, mogoče pri svojih vrstnikih, ki so kako tako možnost izkoristili. V tem primeru pač ne govorim zgolj v Erasmus študiju, pač v Erasmus izmenjavah, ampak govorimo o Evropski prostovoljni službi, o mladinskih izmenjavah v okviru programa Erasmus+, ker vsaj mi v našem lokalnem okolju si pač želimo, da bi vsak mlad šel do svojega 29. leta po mednarodno izkušnjo, ker mislimo, da te izkušnje mlade zelo opolnomočijo, da jim dajo nek drugačen pogled na življenje, da dobijo to medkulturno dimenzijo v svoje življenje in da v bistvu se drugače soočajo s soljudmi, drugače eksistirajo s soljudmi in da je v bistvu so plusi, vedno lahko najdeš pluse v teh projektih.